Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Živa Pogačnik, izjemna podjetnica, ki je zaslovela in navdušila Slovenijo s svojimi izdelki Živa Bowl. Bila je v sezoni 4. Štartaj Slovenija. Zdravo, Živa. Zdravo. Zdaj, Hvala. preden začneva, bi te jaz rad še malo predstavil našim poslušalcem. Se pravi, ti imaš res kar izjemno zgodbo za sabo. Hkrati si tudi nutricistka po načelih tradicionalne kitajske medicine, vodila si tečaje tai čija, joge, čingoga. Si ena od oseb, ki ne pozna besede ne, si zelo vztrajna, kar je fantastično v tvojem poslu in v mojem poslu. Moraš biti tak. Sodelovala si pri pisanju knjige Resnice in zmote o Kandidi. Si tudi ustanovna članica in predsednica društva Ognjič. Imaš tudi majhno punčko, veselega moža in pa, če sem se prav spomnim, je tvoja najljubša hrana indijska, pa naj app je Sleep Cycle. Ja, Tako res da, je. dobrodošla, Živa. Hvala. Počaščena, da sem tukaj. Super. Ok, pa kar greva. Se pravi, ti si imela v 4. sezoni Štartaj Slovenije enega izmed najbolj norih, najbolj inovativnih produktov. Tudi jaz sem zadovoljen uporabnik z mojo ekipo. Tako da malo mi povej, kako si prišla do te zgodbe, da se sama podaš na pot, da začneš svoj startup. Ja, ne vem, mogoče imam malo to v krvi, ampak je pa res, da dolg časa nekako se tega mogoče niti nisem zavedala. Stavila pa dva ključna momenta v mojem življenju. Prvi je bil to, da sem se pač srečala s tradicionalno kitajsko medicino, drugi pa, da sem imela pač ob enem projektu pač možnost spoznati eno izjemno ekipo podjetnikov. In potem skozi pogovore z njimi sem v bistvu ugotovila, da me to kar zanima in pač smo potem začeli malo preverjati moje poslovne ideje. Tako da tukaj se je vse skupaj začelo. Razvoj produkta, ja, v bistvu zelo malo potem, ko sem spoznala to ekipo, sem že oblikovala prvih 5 malc za glavnih 5 organov na podlagi pač tradicionalne kitajske medicine. Pol par let kasneje sem pa pol to vse skupaj še malo nadgradila, zato da je bila malca primerna tudi za diabetike, za razne diete in tako naprej. Super. Zdaj, povej mi, ti si se podala na to samostojno pot, zdaj je že 2 leti od tega. Ja. Če bi mogla še enkrat zbirati, a bi šla še enkrat po isti poti? Ja, definitivno. Čeprav moram reči, da pač izpostavljanje pred kamero ali kakorkoli je zelo out of my comfort zone, ampak se mi vedno obrestuje, tako da stisnem zobe in pač naredim, kar je treba narediti. Super. Daj mi povej, kakšni so bili kakšni te večji izzivi, ki so se pojavili? Ker vsi vidimo zdaj Živa Bowl kot nek fantastičen izdelek, lahko ga kupimo v Sparu, na spletni strani. Kakšni so bili pa kakšni izzivi, kakšna je bila pot, da prideš do tega? Ja, mislim, saj izdelek izgleda zelo, zelo preprost in na nek način tudi je, čeprav je odzadaj kar nekaj znanja o prehrani. Drugi izzivi so bili pa mogoče čisto tehnični. Pač želela sem si porcijsko pakiranje, zato sem rabila določen stroj, potem je bilo treba zaradi tega najti čisto pravo dimenzijo orehov, ki jih pač nikjer ni bilo mogoče dobiti, tako da tudi z orehi sem se kar nahecala, ker ponavadi se prodaja polovice, četrtine, ne pa toliko drobnih kosov, kot sem jih jaz rabila. Hkrati pa nisem hotela čisto zmlete moke, da imamo vseeno še nekaj za pregrizniti. Tako da, ja, polno takih stvari. Pa tudi zdaj v bistvu vidimo, pač COVID vpliva na poslovni svet zelo, in v bistvu teh prilagajanj ni konca, pač skozi se pojavljajo novi izzivi, kako delati. Daj mi povej, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, kakšna je bila Živa v gimnaziji? So te zmeraj zanimal nutricizem, prehrana? Takrat bolj iz gurmanskega vidika predvsem. In se še nisem toliko ukvarjala z nutricistiko. To se je bolj začelo pol v srednji šoli, pač potem, ko sem spoznala azijske filozofije, tradicionalno kitajsko medicino. Fascinira me predvsem to, pač, ali pa
na eni strani me je motilo, da alopatska medicina se ukvarja predvsem s simptomi in ko sem ugotovila, da Kitajska gre do izvora, izruba eno korenino in s tem odpravi vseh tistih 5-10 vej, ki nam nagajajo, se mi je zdelo tako pač zelo ekonomičen in smotrn način pač lotevanja stvari, tako da poleg tega je ful neagresivna, mislim pač ogromno enih prednosti ima, tako da. Kako je po tvojemu pomembno, se pravi, danes imamo res zelo hiter tempo življenja, stres se mi zdi mogoče malo bolj prisoten pri nas, koliko je pomembna prehrana v življenju, ali posameznika, ali nekega poslovneža? Ja, res, v bistvu imamo kar nekaj stresorjev, zaradi hitrega tempa življenja, zaradi toksinov, več jih je, ampak vseeno ne moremo spregledati, da hrana igra ful velik del. In zelo obremenjuje naš organizem, če malo ne pogledamo. Pač vse kronične bolezni, ki jih danes poznamo oziroma so najbolj razširjene, imajo vse v ozadju vnetne procese. Vnetni procesi so, kot da imamo pač konstantno neki vneto, kar pomeni, da se skozi pomalem aktivira imunski sistem in imunski sistem porabi ogromno naše energije, kar pomeni, da jo izgubljamo za lastno kreativo, zato ker bi radi dosegli. Organizem je pol zaradi tega samo še toliko bolj v stresu, skratka pač pademo v nek začaran krog in ja, s hrano se da zelo veliko prehraniti pa profitirati. Daj mi povej, se pravi, ti imaš zdajle 5 okusov, oziroma 4 okuse, Ja. 5 verjetno boš malo prišel. Ja, Daj mi povej, se pravi, vsak okus je za nek organ, pa če nam malo pojasniš to, kaj pomeni. Ja, recimo, če začnemo s kakavom, ki je najbolj priljubljen, je najbolj primeren za srce. Kakav sam po sebi ima določene učinkovine, ki zelo dobro vplivajo na kardiovaskularno zdravje. Poleg tega je v osnovi grenkega okusa. In to je okus, ki bo krepil srce in hladi. Pač element srca je zdajle aktiven, se pravi polet, srce predstavlja ogenj, vročino in rabimo nekaj, da ga malo pohladi, zato da pač vzpostavljamo ravnovesje. Naslednji okus je recimo malina, ki se sicer po barvi ne sklada zeleno ali pa energijo jeter, ampak ima tisto kislino, ki je zelo dobrodošla pri jetrih. Na splošno zelo čistilno deluje na organizem in pač nas malo zabremza. Pač to je energija, ki malo skupaj potegne. Jetra se namreč rada ful širijo, to so ljudje, ki so zelo ambiciozni, se težko ustavijo, hoče še, kar je super, ampak zato, da bi lahko veliko dosegli, si morajo tudi odpočiti pa se regenerirati, in oni se pa dostikrat ne znajo ustaviti. In ta kislina nas bo malo skupaj potegnila, umirila, rekla ok, ali pa disciplina recimo na psihološkem nivoju ima isto funkcijo. Potem imamo cimet. Cimet je za vranico, želodec, se pravi, predstavlja element zemlje, ki nas na nek način centrira dobro prebavo. Cimet, veste, da uravnava nivo sladkorja, ukrepi prebavni ogenj, tako da je super za ta prebavni sistem. In nazadnje imamo še črni ribez, ta je moj najljubši, vsebuje tudi borovnice, pač tradicionalna kitajska medicina uporablja za krepitev ledvic, s katerimi so zelo povezani tudi možgani, libido, reproduktivni sistem, uporablja semena. Semena so že v osnovi pač osnova za novo življenje, tam noter je džing, spolna energija, pač vse, kar rabimo za novo rast. In pač za krepitev tega elementa se uporablja tudi črna živila, borovnice, črni ribez, črni sezam, vse to sem dala noter, tudi orehi, za možgane, pač že po obliki spominjajo na možgane in so top. Zgleda, da je bilo res to vse zelo premišljeno. Zdaj vem, zakaj imajo moji fantje radi črni ribez, pa so skozi polni energije. Daj mi povej, kako si pa prišla na idejo, da bi začela svoje podjetje? Ja, v bistvu je bilo tukaj več faktorjev. Se mi zdi pa, da glavni je bil to, da se mi je zdelo, da bom na ta način res največ prispevala svetu,
pač želela sem si prispevati, zdaj se mi je pomembno, da pač dvignemo kvaliteto prehrane in pač to je moje poslanstvo in to me žene. Super. Zdaj, nekje sem zasledil, da je tvoj osebni cilj ozaveščanje ljudi o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane. Ja, res je. Top. Se pravi, zato tudi te produkti, ki so res skrbno premišljeni. Ja. Daj mi povej, glede na to, da imamo ogromno poslušalcev, ki so vodje na svojih področjih ali pa bi radi postali vodje, koliko je pomembna, se pravi, ti, ki si se podala na to pot, koliko je pomembno, da imaš kakšnega mentorja, da ti malo svetuje, da je v bistvu s tabo, da te spodbuja? Ja, izjemnega pomena. Res, meni je ta skupina podjetnikov zelo koristila. Opozorili so me na ključne stvari, na katere sama nikoli ne bi pomislila, na testiranje produkta, preden gre ven, pač, da je treba razmišljati o tem, kako zmanjšati tveganja, povečati zmožnosti za uspeh. Marsikaj, tudi kako v bistvu postopati, kar se marketinga tiče, pa da smo si na jasnem, jaz se še vedno ful učim, ker vse to pač nisem študirala, moje osnovno zanimanje je prehrana, ampak ja, mogoče zaradi tega še toliko bolj, in pač, ker tudi oni niso imeli mogoče toliko veliko časa, ker so podjetniki, sem pol začela iskati tudi online pač ljudi, po katerih sem se lahko zgledovala in se od njih učila. Tako da ja, zelo pomembno. Super. Kako je pa pomemben ta v bistvu trial and error, v bistvu, oziroma konstruktiven feedback, stalno poskušanje, inoviranje, ker moraš biti kot nek startup, moraš biti zelo hiter. Ja, absolutno. Na začetku je bila meni kar tuja ideja, tako minimum viable product, pač jaz sem težila k popolnosti, ampak ne, v bistvu produkti se razvijajo v sodelovanju s kupci. To se mi zdi ful pomembno, da se dejansko upošteva stranke, njihove potrebe in da daš ta value, ki je resnično potreben. Kako si se pa ti tega testiranja lotila, verjetno tvoja družina, prijatelji? Ja, na začetku. Kako si pa še kaj na trgu testirala? Recimo en tak večji poskus je bil, ko sem objavila pač te svoje minimum viable produkte na Facebook skupini za LCHF recepte in je bil ful dober odziv. Pač takoj sem dobila 150 mailov, vsi so hoteli probati. Še največji pokazatelj je bil pa recimo to, da se je javila tudi trgovina, ki prodaja tovrstne produkte in so hoteli vključiti moj produkt v svoj repertoar. Zdaj, povej mi, kako pa tvoj dan zgleda? Ti si v bistvu zdaj v večjih vlogah, si v vlogi direktorice, v vlogi vodje marketinga, vodje prodaje. Ja. Kako tvoj dan poteka? Si lahko predstavljate, da zelo razpršeno na nek način, mislim pač tako, to je kar en od izzivov trenutno, ker tako pač res zelo skačem iz ene vloge v drugo. V končni fazi se mi zdi za vodjo ful pomembno to, da pozna vse te aspekte. Ja, pač pestro. Nekako moram pa reči, da pač zaradi vsega tega se mi zdi, da se moj dan na nek način začne že en dan prej zvečer, ker se ful potrudim, da grem dovolj zgodaj spat, po možnosti ob isti uri, zaradi tega, ker pač to bistveno vpliva na moj način delovanja naslednji dan. Pač, da sem res dobro spočita, regenerirana, tako kot se spodobi in potem lahko. Imaš ti kakšno posebno rutino, v smislu, ne vem, jaz vem zase, pa tudi za dost kolegov in kolegic, da si recimo v nedeljo pripravijo plan za cel teden ali pa v ponedeljek zjutraj. Imaš ti kakšne take? Imam, v bistvu si ga že v petek pripravim za naslednji teden. Za vsak dan vem, kaj so 3 glavni cilji, ki jih imam za doseči, zato da bo pač na koncu tedna občutek, da je bil to uspešen teden, pač k temu stremim, tako da ja, imam dnevne cilje, tedenske, 3-mesečne pa letne. Super. A lahko kakšnega deliš malo? Kakšen je kakšen cilj, na primer? Ja, trenutno zdaj, ne vem, če kratkoročen recimo, pač je finiširanje novega produkta do konca meseca, to je se pravi še naslednji teden. To je se pravi zdaj še skrivnost, še ne smem. Ja, ne smem kaj več povedati, ne. Okay, super. Se pravi, se pustimo presenetiti za nov produkt.
Da mi povej, se pravi, kot podjetnica, koliko je pomemben marketing, oziroma zakaj si se recimo ti prijavila na Startaj Slovenija? Si tukaj iskala neko dodatno prepoznavnost? Kaj bo nek trigger? Ja, po eni strani pač zaradi tega, ker je prilika bila, se mi je zdela skoraj, mislim, to najbolj logična poteza. Ker ja, je zelo pomemben marketing, a ne, in sama pač nisem bila v položaju, da bi lahko sfinancirala tako izpostavljenost. Tako da, ja, kot rečeno, sem stopila iz svoje cone udobja. To mi je všeč, super. Se pravi, ti si potem skozi Startaj Slovenija pridobila ogromen izkušenj in njihovo prvo naročilo je bilo 5000 izdelkov. Daj mi malo piš ta občutek, kad ti taka velika korporacija oziroma organizacija reče, mi bi pa imeli 5000 tvojih izdelkov, in kaj enkrat dejansko priješ v trgovino in vidiš svoj izdelek na policah. Kakšen je občutek? Ja, noro. Mislim, se že sam izbor med 8 najboljših, med vsaj 200, če ne več prijavljenimi, je kar fajn potrditev, ampak potem, ko dobiš dejansko številko, a ne, vsaj meni je dal to še dodatna potrditev, koliko tudi oni zaupajo v moj produkt. Tako da, ja, noro. Mi povej, za koga je pa ta izdelek namenjen? Predvsem za ljudi, ki si želijo zdravo živeti in vlagati vase, pa za ljudi, ki želijo čim več od sebe, visoko produktivne, Motivirane, energične, pač. In v mojem primeru, pri mojih zaposlenih, zelo energične ljudi, ki je ogromen črnega ribeza. Ja, v bistvu je brain food v pravem pomenu besede, no, tako da pač high performance na nek način, oziroma pač za vse, ki si želijo visokega nivoja energije, produktivnosti pa dobrega počutja, ne, tudi pač ta visoka vsebnost vlaknin zelo prispeva k temu, da je tudi naše mentalno stanje optimalno. Ti zmeri imela neko željo, da bi šla v bistvu na svojo pot, ker ogromno ljudi danes, ki se na primer pogovarjamo, imaš osebe, ki so zadovoljne, se pravi, da so zaposleni, imaš pa osebe, ki želijo več in želijo v bistvu se podati na svojo samostojno pot in imeti zaposlene. A si ti zmeri sanjala, da boš imela podjetje? Ne, nisem, kot rečeno, pač v bistvu sem dosti pozno odkrila, no, pač te svoje ambicije. Nisem imela tako jasne, ker vem, da nekateri pač že, kot rečeno, v srednji šoli točno vejo, a ne, jaz bom podjetnik. Pri meni tega definitivno ni bilo, jaz nisem vedela niti, kaj bom študirala. Tako da, ne. Daj mi povej, kaj je bil pa nek največji uspeh v tem, v bistvu teh 2 letih? Ja, sigurno izbor pač na projekt Startaj Slovenija, potem takoj zatem pa pač prodaja, ki mislim, da nas je vse presenetila, in na Šparu in mene, tako da smo bili vsi ful zadovoljni, no. Kje te lahko še najdemo, če malo podeliš z nami? Na Zivabowl Facebook profilu, Zivabowl Instagram profilu, spletna stran zivabowl.com. Dajva se zdaj še malo dotakniti teh tvojih vlog kot vodja. Koliko je pomembno, da se ti kot vodja, se pravi, ker si v večjih vlogah, da se učiš iz lastnih napak? Ja, zelo pomembno. Mislim, če hočeš rasti, pa kakorkoli se razvijati, to je tudi ena od stvari pri podjetništvu, ki mi je ful všeč, ke te skozi nekako v bistvu sili v razvoj osebnostni. Je pa pač to zahteva, a ne, da si sposoben nekako tudi spustiti ego, si priznati napake, prevzeti 100% odgovornost zanje, ne, in pač to ti omogoča pol, ja, razvoj. Z parimi osebami, ki še pridejo na naš podcast, dejansko pravijo, da so napake zelo dobrodošle. In jaz se definitivno s tem strinjam, oziroma celo pravijo, da ne bi smeli govoriti napaka, ampak v bistvu izkušnja. Ker rata potem to neka dobra izkušnja. Tako da mene zdaj še zanima, koliko je pomembna
v bistvu ta tvoja veščina komuniciranja, ker ti dejansko komuniciraš z novimi poslovnimi partnerji, z distributerji, ne vem, imaš celoten trg. Koliko si v bistvu ti delala na komunikaciji in si jo razvila tekom teh 2 let? Moram reči, da prav posebej se v to nisem poglabljala, se pa zavedam pomena in pač vsakič znova pač poskušam, da bi bila kar se da dobra, da bi bili odnosi kar se da dobri. Tako da, ja, to je ful pomembno. No. Nisem pa še raziskvala kakšnih posebnih veščin, tako da to je bolj intuitivno razvijam te veščine. A si pridobila že kakšne, mislim, definitivno si pridobila izkušnje, ampak a imaš kakšne posebne taktike, ko se pogovarjaš, ne vem, z različnimi vlogami, z različnimi stakeholderji? Ne? To me še čaka. To da še čaka. Super. Kakšni so pa plani zdaj tvoji, pa če nam malo deliš in poslovno in osebno? Kakšni so tvoji neki cilji za naslednje par let? Ja, to je zdaj zelo prepleteno. Saj prav, je super. Ampak v prvi vrsti bi pač rada delala na prepoznavnosti brenda, absolutno, razvoju novih produktov, pa pač širjenju tudi prodajnih kanalov, a ne. Predvsem, kot rečeno, se mi zdi, da bi mogla biti Ziva bolj ena osnova za promocijo zdravja na delovnem mestu, no, pač kot malce za podjetje imamo tudi že dobro prakso z e-šolo, tako da to se mi zdi ena pomembna, ne samo stvar, ampak kako bi spet rekla, lahko poslanstvo, a ne. Tako da, ja, to. Pa tudi ne bom skrivala pač tega, a ne, saj sem že povedala, želim si iti tudi na tuje trge, zaradi tega tudi Ziva bolj, ne Živa bolj. Tako da ves čas po malem delam tudi na tem, a ne. Osebno pa pač tako, kakor je cel brand, a ne, temelji na v bistvu funkcionalnih obrokih, protivnetnih učinkih in dvigovanju nivoja energije, je pač to tudi moj oseben projekt. Pač kako, mislim, ne morem drugače reči, ampak mene je fascinirala informacija, ko sem izvedela, da lahko mi povečamo število mitohondrijev naših celičnih elektrarn, jih namnožimo in okrepimo, a ne. In pač vse te tehnike, vključno s prehrano, ki paše zraven, me trenutno pač najbolj zanimajo in se v to poglabljam, pač odraža se v mojih produktih, ki jih že razvijam ali pa jih imam v mislih, pa pač tudi osebno pač prakticiram določene stvari v ta namen. Super. Zdaj pa povej, kaj so po tvojem mnenju lastnosti dobrega vodje oziroma podjetnika? In kaj so tvoje dobre lastnosti, pa kaj misliš, da ti še mogoče moraš malo izboljšati? Moja dobra lastnost kot vodja je to, po mojem, da sem zelo dostopna, nepristranska, po drugi strani pa mi mogoče manjka malo več odločnosti, predvsem to. Kaj bi bil tvoj nasvet, recimo za mlade, ki bi radi šli po tvoji poti, ki bi radi postali podjetniki? Vlagajte vase. Na vse možne načine. Mislim, pač čim več znanja pridobiti, se povezovati z ljudmi na tem področju, čim več spraševati in še enkrat spraševati. Ja, to sem počela tudi jaz. In že prej, ko sem na začetku rekel, da si ti oseba, ki pač nažalost ne sprejme odgovora, ne, verjetno je to tudi ena izmed stvari, ki jo mora imeti vsak podjetnik. Ja, to je pa res, ker tudi recimo, ko sem razvijala produkt, se mi je včasih recimo 3-krat na dan zgodilo, ne, da je nekaj v recepturi ni šlo čisto skozi ali pa ja, te orehi niso bili dovolj veliki. Skratka, pač skozi sem naletavala na neke izzive in potem po parih mesecih tega sem ugotovila, da sem čisto vse rešila. Samo zaradi tega, ker sem rekla, ne, to bom pač
tudi najdla rešitev enostavno in sem jo iskala, dokler je nisem najdla in to je bilo to, tako da sem pol v bistvu se že malo sprostila, kar se tega tiče, nekaj naletiš na oviro, pa se mi je včasih zdel pred leti tako, zdaj pa je konc sveta, ne, pač, ne, to je sam pač ovink, ki ga bom mogla narediti, ampak ga bom naredila in bom prišla okrog In gremo in to je naprej. to in gremo naprej. Kaj pa je bil mislim, je bil kakšen tak trenutek v tej tvoji odločitvi, da si pa rekla, to pa ne vem, če bi nadaljevala. Je bilo okej, da te je v bistvu malo negativno presenetilo, ampak si pol definitivno rekla, gremo naprej. Je bilo kakšen tak izziv? Ja, pač v bistvu moram reči, da še vedno, kot sem že povedala, mi je največji izziv izpostavljati se, ampak po drugi strani pa vem, da je to pač ključnega pomena za moj posel in za to, kar hočem doseči, ne. Pač če želim, da ljudje izvejo o tem, kako pomembna je hrana, da obstaja produkt, ki jim lahko reši določene težave, pač moram iti čez to, ampak ja, se mi še danes dogaja, da moram kar nekaj energije vložiti v to, no, da grem preko tega. Super, ne, se mi zdi, da je to ena izmed glavnih lastnosti dobrih vodij, je, da grejo izven svoje cone udobja, da grejo v področja, ki niso najbolj, ko bi rekel, kompatibilna oziroma se ne počutijo najboljš. Tako da ti mi povej, recimo, ko si rekla, da ti to mogoče še zmeraj predstavlja majhen izziv, kako se pa potem ti s tem soočaš? A poiščeš kakšno zunanjo pomoč, kakšen nasvet od prijatelja, kakšnega strokovnjaka? Ja, v bistvu sem ene parkrat poiskala pomoč strokovnjaka in sicer psihologa in je bila to zelo, zelo, zelo pozitivna izkušnja. V bistvu sem ugotovila, da pač imamo vsi na takšen ali pa drugačen način malo izkrivljene slike včasih, ki nas ovirajo pri doseganju svojih ciljev in v bistvu s tem, ko si postavimo pravo vprašanje, pač da bi si naravnali dioptrij ali kako bi rekla, vidimo potem pač situacijo dosti bolj realno na nek način, a ne, oziroma si odstranimo ovire, ki jih pač nepotrebno imamo zaradi tega, ker pač ne vem, kaj se nam je dogajalo v otroštvu, a ne. Dejansko so to pač neke ovire, ki jih sigurno imamo vsi takšne ali drugačne, pa so zelo nepotrebne, no, ampak. Absolutno. Kako pa recimo ti handlaš, se pravi, današnje pritiske, današnji stres? A imaš kakšne posebne nasvete, rutine, metode? Ja, kot rečeno, pač kot prvo pač dober spanec. To je ta prva. Drugo, zjutraj, ko se zbudim, si pač vzamem vsaj pol ure do 1 ure zase, najprej delam jogo, pa fajn razmigam hrbtenico, grem po možnosti na sprehod, potem pa recimo dosti uporabljam tudi v bistvu manjše stresorje, kot je recimo mrzel tuš, savna, pač v bistvu stresorji, ki saj veste, ke obstaja pregovor, a ne, kar ne ubija, jača. Ja. No, to je to, ne. Tudi hipoksija recimo se lahko uporablja, ko grem na sprehod, recimo delam določene dihalne vaje, zadržim dihanje, da je v bistvu organizem pač sposoben več kisika absorbirati in to mi pač pol pomaga, ja, ko se pa dejansko znajdemo v stresni situaciji, jo pač lažje. Zdaj ne pa poveš še malo o sebi, se pravi o živi. Kaj je tvoja recimo najljubša knjiga, poslušaš kakšen podcast? Ja, kar se teh stvari tiče, sem čas? zelo dolgočasna zaradi tega, ker pač res me ful zanima prehrana in so že rekli ljudje, da je to malo čudno, ampak ja, zame je zabava, če poslušam intervju s kakšnim zdravnikom, kirurgom itd. Tako da ja, ful poslušam podcaste, če jih par naštejem, no, recimo Daj, prosim. Najljubši mi je Impact Theory, bolj povezano s podjetništvom, recimo Women's Impact. Potem, kar se zdravja prehrane tiče, še od dr. Gundryja, od dr. Perlmutra. Tako, oni so mi glavni, no.
Potem pa pač tudi malo biohackinga. V tem primeru bi definitivno izpostavila Bena Greenfielda. Zdaj, prej si omenila, da se zelo rada v bistvu v prostem času dejansko izobražuješ. Koliko je po tvojem mnenju, ker jaz sem tako kot ti zelo velik zagovornik, da celo življenje rastemo, se izobražujemo in v bistvu nikoli ne ratamo 100% poznavalci ali pa profesionalci. Skozi v bistvu smo na poti, da bomo prišli do tja, ampak stalno to vlaganje je pa tisto, ki nas dela v bistvu nekako izkušene pa profesionalce. Sprav, koliko je zate pomembno, da skozi vlagaš vase pa se izobražuješ? Ja, ful, zaradi tega, ker pač to sem pa vedela po mojem že v osnovni šoli, da bo pač nas doletelo vse življenjsko učenje, ne? Čeprav recimo mojim staršem takrat je bil ta pojem čisto tuj. Svet se ful hitro spreminja, sploh na področju tehnologije, mislim tako že iz tega vidika, ne? Če hočeš pač svoj posel voditi. Pač jaz sem v zadnjem letu spoznala tako vsaj 10 programov, ki sem jih mogla na nek način vsaj do neke mere osvojiti, ne. Pa verjetno je danes prišlo na trg 10 novih, ki jih bom mogla začeti uporabljati, tako da pač to je čisto neizogibno. Kar se pa stroke tiče, pa tudi, ne, hvala Bogu, pač vsak dan prihajajo na dan nove raziskave, ki nam lahko izboljšajo življenje, tako da. Lahko malo zaupaš se, kaj se kje pripravlja. Malo si omenila, zdaj imava 4 produkte, ki so dejansko kot malca, so sladki. Lahko pričakujemo še kakšne slane produkte? Ja, slani produkti so tudi v pripravi, ampak bo preden pride na trg nov slan produkt, še en sladek padel. Tako da vse to, tako da, ampak nič kaj dosti še ne moram razkriti, no. Slani produkt pride. Slani produkti, super. Jaz smo tukaj slišali prvi. Zdaj pa preden midva zaključiva, daj nam še povej, če strnemo vse skupaj, kaj bi bili 3 tvoji nasveti za naše poslušalce? Prvi, pač definitivno vlagajte v zdrave navade, majhne zdrave navade. Sicer pač terja od nas nekaj energije, da to navado ustvarimo, ampak potem, ko je kot železna srajca, ki se jo težko sleče, a ne, je pač kot brezplačna voda na naš mlin, tako da se odvija avtomatsko in pač samo žanjemo koristi, a ne, tako da to je definitivno prva pa največja. Še ena pomembna stvar se mi zdi, da smo vrlinski, če hočemo uspeti dolgoročno. In potem še tretja stvar, da delujemo skladno z naravnimi zakoni, ker nas v bistvu na ta način pač narava podpre, a ne, ne plavamo proti toku, ki ga nikoli ne moremo premagati, tako da pač je treba zajahati tok narave. Ful dobro. Zdaj, jaz bi se ti še enkrat zahvalil v imenu ekipe in pa skupine Beyond Leadership, da si bila naša gostja. Res fantastična zgodba, jaz ti želim ogromno uspehov. Jaz vem, da se že z ekipo veselimo tvojih novih produktov. Hvala. Tako petega sladkega, kot tudi slanih. Tako da še enkrat, z nami je bila Živa Pogačnik, podjetnica, inovatorka na področju prehrane in tudi ena izmed oseb, ki je mene blazno fascinirala in tudi moram reči, da njeni produkti so zelo dobri, ampak ne, da bi jo zdaj hvalil kot pa promoviral, ampak jaz vem, da z ekipo smo res ogromno dosegali, da smo zelo energični. Tako da Živa, jaz bi se še enkrat lepo zahvalil, res hvala, da si bila z nami, da si delila svojo zgodbo, svoje izkušnje. Najlepša hvala za povabilo.